V Novi Sloveniji smo podali pobudo, da bi se v Državnem zboru nadaljevalo delo pododbora za spremljanje rakavih obolenj v Sloveniji oziroma boj proti raku. Lahko rečem, da se aktivno vključi v ta boj tudi politika. Seveda po zgledu Evropskega parlamenta in seveda tudi po zgledu nekaterih nacionalnih parlamentov v posameznih sosednjih državah in glede na to, da to Evropa pozna, je prav, da imamo tudi v Sloveniji podoben pododbor odbora za zdravstvo. O tem bomo seveda odločali poslanci odbora za zdravstvo na prvi redni seji, ki bo predvidoma v mesecu septembru, zato gre seveda danes tudi apel vsem poslanskim kolegom iz koalicije, da podprejo naš predlog in da dobimo tudi v Sloveniji ta pododbor, ki bo podrobno spremljal tako državni program za obvladovanje raka, ki je bil sprejet v letošnjem letu, kot tudi nove oblike zdravljenja in seveda tudi rakava obolenja, porast incidenco v naši državi in seveda nove oblike zdravljenja, kar se mi zdi, da je zelo pomembna tema. Odbor za spremljanje rakavih obolenj se je v preteklem mandatu, to je od leta 2019, malo kasneje bil ustanovljen, sestal na 4 rednih sejah. Obravnavali smo državni program za obvladovanje raka za obdobje 2017 do 2020 in seveda tudi nov državni program za obvladovanje raka za obdobje od leta 2022 do 2026. In opravili smo tematsko razpravo o sodobnih oblikah zdravljenja rakavih bolnikov, tudi glede radioterapije s protonskimi žarki. Soglasno smo sprejeli sklep, da pododbor za spremljanje rakavih obolenj podpira nove oblike zdravljenja ter tudi zdravljenje s protonsko terapijo. Glavni cilj delovanja pododbora v prvem mandatu je bil ozaveščanje političnih odločevalcev, da je rak del naše realnosti, ker se slovensko prebivalstvo stara in zaradi tega je tudi večji delež starejših pričakovati, da se bo število novih primerov raka povečevalo. Ocenjujemo, da je bilo leta 2021 že skoraj 17.170 novo zbolelih za rakom, kar pomeni, če je bilo to v 3 leta nazaj, nekje v letih 2018, smo govorili o številki 15.000, se pravi, da se je v 3 letih za dobrih 2.000 bolnikov povečalo, kar pomeni res, da imamo v Sloveniji resno težavo s to boleznijo. Po statistiki OECD za leto 2020 je bila Slovenija po vseh parametrih spremljanja rakavih obolenj visoko nad evropskim povprečjem. Število novo zbolelih oseb v Sloveniji je znašalo 616 oseb na 100.000 prebivalcev, to je nekje 8. mesto z 12.936 bolniki. Umrljivost pa, glede na umrljivost pa smo bili na 7. mestu, kar je tudi kar velika številka glede na vse ostale evropske države. Med nami danes živi nekje 110.000 ljudi, ki so kadarkoli zboleli zaradi eno od rakavih obolenj. Zato se mi zdi, da je potrebno razumeti tudi njihovo življenje in seveda priti njim nasproti. Pa vendarle po podatkih državnega programa za obvladovanje raka je bilo v letu 2020 zaradi epidemije odkritih 30% manj primerov raka. Državni presejalni program Dora, Zora, Svit pa so kljub covidu normalno delovali, kar je dobro sporočilo in tukaj ne zaznajajo več nekih zaostankov. Na področju presejalnih programov je Slovenija na ravni Evropske unije vzorčna država. To na področju presejalnega programa Zora in seveda na programu Dora. Tukaj dosegamo 70% udeležbo. Pri Svitu pa žal še ne 63% udeležbo. Zato gre apel vsem, da se udeležijo presejalnih programov, ki so brezplačni in dostopni vsem. Zelo pomembno je, da se tega res udeležijo vsi,
ki dobijo poziv, zato ker zgodna diagnostika pomeni večjo možnost ozdravljenja in preživetja. Zato je seveda pododbor za spremljanje rakavih obolenj v preteklem deloval in hotel ozaveščati ljudi. Zastavili smo si pa tudi 3 ključne cilje za prihajajoči mandat. Želim si res, da bi bilo to sprejeto. Prvi tak cilj v prihajajočem mandatu je, da bomo spremljali izvajanje zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo. Na področju rakavih obolenj je za nas pomembna nadgradnja stavbe oddelka za onkologijo v UKC Maribor in dograditev Onkološkega inštituta v Ljubljani. Sredstva so bila zagotovljena v okviru tega zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo. Za UKC Maribor in Ljubljana so bila zagotovljena sredstva v višini 763 milijonov evrov, za specialne bolnišnice pa 214 milijonov evrov. To so veliki denari, veliki zneski, ki jih slovenski onkološki bolniki in tudi sama institucija, zgradbe, naprave, posodobitve nujno potrebujemo. Kar se mi zdi izjemno pomembno pri drugem cilju je, da se zakonsko uredi pravico do pozabe kot družbene pogodbe. Nekdo, ki je v preteklosti prebolel raka v mladih letih, naprimer lahko še otrok osnovnošolski ali potem kasneje pri 18 letih kakšni limfomi, levkemije, je zaradi te bolezni stigmatiziran celo življenje. Če bi imeli mi to pravico do pozabe kot družbene pogodbe, potem bi ti ljudje lažje prihajali do stanovanjskih hipotekarnih kreditov, dolgoročnega bančnega posojila in lažje sklenili življenjsko zavarovanje. Pravico do pozabe ni nekaj novega. To poznajo že v Franciji in v državah Beneluxa. Je pa ta velik korak naprej narejen v zadnjem letu, 2, ravno še v ostalih državah, kot so Italija, Romunija, Portugalska, Cipr. Se pravi, države prepoznavajo to, da morajo biti tudi rakovi bolniki enakovredni vsem ostalim državljanom in jih na tem področju resnično ne smemo potiskati nekam v nek predal in jih kategorizirati. In skrajni čas je, da se tem državam pridruži tudi Slovenija. Mislim, da bi bil to en velik humani korak naprej za celotno slovensko družbo. Vizija celostne obravnave rakovih bolnikov, se pravi priprava posebnih podpornih programov, je 3. cilj, da bi se bolniki, ki so raka preživeli, lažje vključili nazaj v družbo. Zagotoviti jim moramo ustrezno nadaljnjo oskrbo, dostop do socialnega varstva in enak dostop do finančnih storitev in zavarovanj kot ostalim državljanom. Morda se komu zdijo cilji in takšne pobude nepomembne, pa naj povem, da tudi zaradi lastne izkušnje sem vztrajna, da se zadeve na tem področju premikajo naprej. In da je bilo v preteklosti mogoče nepomembno, ampak lahko rečem, da smo uspeli v roku sicer 5 let, ampak to pomeni ta vztrajnost, na dolgi rok izboljšati zdravljenje vsem bolnikom, ki imajo raka ust, žarela, ustne votline, ušes. Zato, ker enostavno prej niso imeli, da bi imeli v sklopu zdravljenja tudi pregled na stomatološki kliniki pri zobozdravniku posebnem, kar se tiče samega načina zdravljenja. In z mnogimi apeli, z mnogim sodelovanjem se je v zadnjem letu to premaknilo naprej, tako da je to postal neka praksa, nek protokol, kako postopati z bolnikom, ki zboli za rakom čeljusti, žarelnice, ušes in tako naprej, nosu, da imajo to zobozdravstveno oskrbo vnaprej pripravljeno. In še za kratek komentar Nove Slovenije na aktualno dogajanje v samem zdravstvenem sistemu v Sloveniji. Res je poletje, vračamo se nazaj, tudi morje in sonce bo počasi popustilo, zato mislim, da je prav, da se tudi obrnemo na vse tiste, ki nekje tičijo v našem zdravstvenem sistemu in čakajo v čakalnih vrstah. Nekaj mesecev nazaj, v času volilne kampanje, smo poslušali obljube, da bomo v 30 dneh prišli do specialista.
V slovenskem zdravstvenem sistemu lahko rečem, da že zadnjih 10 let vztrajamo na istih preživetih vzorcih, delamo vedno iste zadeve, vztrajamo pri nedelujočih rešitvah, pa še vedno pričakujemo leto za letom drugačne rezultate. Pa vendarle teh rezultatov ni in jih ne bo, zato ker delamo vedno isto, kar smo delali že desetletja nazaj. Pacienti pa čakajo, žal mogoče nekateri celo umirajo v čakalnih vrstah in je to povsem neodgovorno. Stresni test za zdravstvo je bil COVID. To vsi vemo, ne potrebujemo nekih novih stresnih testov, nekih novih analiz in pregledov. Mislim, da je čas, da končno lahko uporabimo vse kapacitete za skrajševanje čakalnih vrst in izvajalcem plačujemo po opravljenih storitvah. To pomeni, da če nekdo potrebuje danes, jutri zdravnika, specialističen pregled, neko obravnavo, nek poseg, to naredi in zdravstveno zavarovanje, če je seveda zavarovan, denar mu mora slediti pacientu in to plačati. En tak lep primer lahko podam, ko smo se slab mesec nazaj borili na Krasu s požarom, smo uporabili vse kapacitete, ki jih imamo v tej državi, kar se tiče gasilstva in gašenja. Imeli smo kanaderja, imeli smo helikopterje, imeli smo avione, imeli smo celo vodni top, imeli smo prostovoljne gasilce iz cele Slovenije, da smo to zajezili. Zelo enako in podobno se mi zdi, da bi mogli to narediti tudi v zdravstvenem sistemu. Uporabiti vse kapacitete, ki jih imamo za to, da skrajšamo čakalne vrste in da ljudje pridejo do čim prejšnje obravnave. Ja, obljubili so 30 dni do specialista, danes je stanje v slovenskem zdravstvenem sistemu kvečjemu slabše. Edini dosežek te vlade, lahko rečem, pa je bil uspešno zamenjan svet vseh javnih zavodov v Sloveniji. Vlada se žal že mesece ukvarja s čiščenjem seznama čakalnih vrst, tudi če so seznami slabi, pa v Novi Sloveniji poudarjamo, da se lahko izvajajo programi. Tudi če je seznam ni čisto 100%, more se program izvajati. Nerazumno je, da morajo ljudje čakati, da se seznami prečistijo in nihče ne ve, kdaj to bo. Nihče ne ve, nihče ne upa povedati, kdaj bo ta seznam prečiščen. A bo to konec avgusta, a bo to 25. avgusta, a bo to 10. septembra. V Novi Sloveniji zato vlado pozivamo, naj čim prej prične z izvajanjem programov, za katere so seveda že potekali razpisi in so zadeve že pripravljene in se lahko enostavno na kratko začne to izvajati. Stanje infrastrukture javne zdravstvene mreže, vemo vsi, je slabo. Zato je pretekla vlada sprejela zakon o zagotavljanju investicij v slovensko zdravstvo v višini 2 milijard evrov za obdobje 10 let seveda. Zagotovili smo tudi evropska sredstva za izvedbo sanacij. In, glej ga zlomka, v UKC Ljubljana je vlada začasno ustavila nadaljevanje prenove in energetske sanacije glavne stavbe. Vlada pregleduje investicije, podobno kot pregleduje sezname čakalnih vrst. Spet ne vemo, kdaj se bo to spet začelo nadaljevanje sanacije. Paradoksalno pa je, da je novi svet zavoda UKC Ljubljana, ki je že bil na nek način osvobojen, se pravi, že na novo nastavljen, že zdajšnjo vlado, na vlado pošilja dopise in apele, naj vendarle dopustijo nadaljevanje izvajanje investicij za prenovo UKC Ljubljana. V nasprotnem grozi izguba 53 milijonov evrov evropskih sredstev. To je denar, ki je pripravljen, ki čaka, da ga bojo za investicijo obnovo UKC Ljubljana počrpali. In vlada pravi, mi bomo pa zdaj to pregledali, če je to vse lepo in prav transparentno in ne vem kaj. In ta denar bo zaradi zamude propadel. Ta denar rabijo tako stavbe UKC Ljubljana, kot to rabijo zaposleni, ki tam delajo, da imajo boljše pogoje dela in ne nazadnje ta denara potrebujejo pacienti, ki čakajo, da bojo prišli na vrsto za obravnavo, za operacijo. Zato v Novi Sloveniji apeliramo na vlado, naj nemudoma dopusti in pospeši izvajanje investicij za prenovo infrastrukture naših največjih bolnišnic. Res, še enkrat poudarjam, to si zaslužijo bolniki in zaposleni.
boljše pogoje dela, sodobnejše oblike zdravljenja in čim bolj učinkovito in dobro zdravstvo.